Gledalci, dobro večer. Današnji dan sta nedvomno zaznamovala dva dogodka. Prvi je obisk premierja Mira Cerarja pri nemški kanclerki Angeli Merkel v Berlinu. Pozdravljajo slovensko lotevanje problemov, želijo si veliko moči želimo vam veliko moči pri uresničevanju, pravi nemška kanclerka Angela Merkel ob srečanju s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem, kjer je spomnila tudi, da je slovenska vlada pred zahtevno privatizacijsko agendo, ki se nadaljuje in pri kateri imajo nedvomno interese tudi nemška podjetja. Ta obisk je minil nekako v senci še enega dogodka, ki se je zgodil včeraj zvečer oziroma danes, in sicer odločitev Vrhovnega sodišča, da prekine izvrševanje zaporne kazni Binetu Kordežu, kar sicer ne prejudicira končne odločitve glede zahteve za varstvo zakonitosti, je pa skladno z zakonom o Vrhovnem sodišču naloženo, da obstaja velika verjetnost, pravzaprav skladno z to odločitvijo pa obstaja velika verjetnost, da bi lahko obsojeni z zahtevo uspel, in to pomeni, da je Bine Kordež ne oproščen, ampak da se bo verjetno sojenje ponovilo ali nekaj podobnega. Zdaj seveda mojih gostov, gospoda Maksa Tajnikarja z Ekonomske fakultete in gospoda Mitja Gasparija, nekdanjega guvernerja, ne bom obremenjeval s pravnimi vprašanji tega aktualnega dogodka, pa vendarle, gospod Tajnikar, kaj pravzaprav ta odločitev oziroma ta proces pomeni za vse te zgodbe o domnevnih tajkunskih kreditih in pravzaprav o gospodu Kordežu, mislim za gospoda Kordeža osebno. Jaz mislim, da na to vprašanje bomo lahko odgovorili, ko se bodo vsi pravni postopki končali. V tem trenutku pravzaprav ni mogoče niti točno reči, zakaj je pravzaprav do te prekinitve prišlo. Nisem prepričan, kot ste tudi vi prebrali iz tega, da gre samo za proceduralne probleme. Jaz mislim, da gre tudi za vsebinske probleme. Tisti, ki smo zelo zgodaj začeli recimo opozarjati na tajkunske prevzeme, smo dejali, da seveda to lahko škodi podjetjem. Dejali smo tudi to, da zelo verjetno se ti tajkunski prevzemi ne bodo dobro končali, ker so financirani na način, da je to skoraj bilo nemogoče izpeljati zlasti v normalnih razmerah. Hkrati pa jaz sem govoril, da ne vidim pa nič nezakonitega, vsaj v prvi fazi ne. No, kasneje so bile narejene mnoge poteze, ki so bile bolj sporne, ampak seveda s pravnega vidika so vsi ti postopki tekli zelo hitro. In vsaj jaz recimo parkrat opozarjam, mislim, da tudi v tem studiu, da se na nek način čudim, da ob teh postopkih ni prišlo do izraza ali pa da niso prišli do izraza tudi nekatere vsebinska vprašanja pri teh stvareh. In jaz mislim, kolikor poznam Kordežev primer, da je tle kar nekaj vsebinskih vprašanj odprtih. V prvi vrsti se morate zavedati, da gre za vprašanje, kdo je pravzaprav bil v vseh teh postopkih oškodovan. Tam, kjer je bila lastnina že na nek način ustoličena, nova lastnina teh menedžerjev, tam je seveda še toliko bolj vprašljivo, ali je v resnici nastala neka škoda, zaradi katere bi škoda pri teh tako zvanih deležnikih posameznih podjetij. Zanimivo ekonomsko vprašanje in tudi zanimivo pravno vprašanje, ker vem, o čem se pogovarjajo tudi nekateri pravniki. Tako da bomo videli pravzaprav v bodočih dneh, mesecih, verjetno še kaj več, kaj pravzaprav je problem. Ja, sej v bistvu pravno je težko nocoj pravzaprav komentirati zadeve, tudi odvetniki in sam gospod Kordež ne vejo točno, zakaj je pravzaprav bil izpuščen. Pravi pa, da gospod Kordež, da je sodišče ocenilo, da obstajajo resni dvomi o upravičenosti sodbe ter višini kazni. To, kar ste vi pravzaprav rekli. Predvsem pa glede domnevnega oškodovanja. Tukaj se pojavi eno tako zelo klasično vprašanje. Običajno v javnosti smo govorili, da je Kordež pač oškodoval Merkur. Ampak vprašanje je, ali se sploh Merkur da oškodovati. V resnici lahko oškoduje samo deležnike Merkurja. In vprašanje je, kateri deležniki so v resnici v teh transakcijah bili oškodovani. Tako da se mi zdi z tega vidika
da je to eno zanimivo ekonomsko in pravno vprašanje in mogoče bodo naslednji koraki, pravni koraki v bistvu razsvetlili zadevo, ki bo tudi zanimiv presedan, ker ne smemo pozabiti, da se še vedno dogaja, zlasti v predstečajnih postopkih, recimo nekatere poteze, ki so zelo podobne, kot na primer je bila poteza z Primskovim. Mogoče še gospod Gaspari, gospod Kordež je nastopil v tem času, ko je bil v zaporu tudi pred preiskovalno komisijo in pravi, da prizna, da je pač napačno oceno potencialna tveganja, ampak da da nažalost ljudje, ki so pri tem prav tako sodelovali, tega ne priznajo, je takrat dejal Kordež. Kaj pravite vi v bistvu na celotno zgodbo, v bistvu, ki se odvija v zvezi s tem? Mislim, verjetno pravnih dilem ne moramo razreševati, ampak mogoče ekonomske, no, v bistvu ne. Ali mislite, koliko je pravzaprav, če pustimo te pravne stvari in gremo na vsebino samih teh menedžerskih prevzemov in v luči tega zadnjega dogajanja. Kako vi gledate zdaj z neko distanco na to? Ja, tukaj ravno distanca ni bistvena, saj konec koncev te menedžerski prevzemi, ki ne bi se začeli tam sredi prejšnjega desetletja, so bili postavljeni na tak način, da bi bili lahko uspešni pod samo enim ali dvema pogojema. Prvič, da bi gospodarstvo dinamično raslo naprej in da bi se vrednost teh podjetij, v katerih so posamezniki ali skupine poskušali z prevzemom na osnovi dolžniškega financiranja pridobiti lastnino, tudi se ta vrednost povečevala. Te dva pogoja se pač nista izpolnila v mnogih primerih, ne samo v Sloveniji. Konec koncev je takih ponesrečenih prevzemov bilo po svetu veliko. Pri nas je bil problem, po moje, predvsem ta, da se je ta proces začel na nek način v nekem strahu pred nekimi posledicami, ki so imele politično ozadje. Ja, pred zamenjavo uprav. In so ljudje začeli na hitro iskati rešitve na narekovajih, ki bi jim omogočale kontrolo družb, čeprav sami kot posamezniki ali pa skupine za to niso imeli ne finančnih, ne upravljavskih sposobnosti ali pa možnosti. Vi lahko na ta način prevzamete podjetje, ki je velikosti družinskega podjetja, ne morete prevzeti korporacijo, ki je recimo srednje veliko podjetje v evropskih razmerah, razen če nimate ogromno sreče in pa zelo ugodnih okoliščin. Torej je prišlo do tega na ta način. Čeprav, če boste pogledali v Sloveniji, kaj se je takrat dogajalo, približno iz tega velikega, kot pravijo, balona, ki je takrat nastajal, je približno ta obseg teh prevzemnih poslov predstavljal približno 1/3 v teh konjunkturnih časih, drugo tretjino so predstavljale čisto običajne investicije, zelo različne od gradbeništva do mnogih drugih dejavnosti, in tretjo tretjino približno po obsegu so bile investicije v tujino. Torej prevzemi zunaj Slovenije, našega ozemlja države Republike Slovenije. Torej, to je to. In potem naslednji problem, ki je nastal, ki je pa stvar zaostril, ne pa rešil, čeprav je bil mišljen kot neke vrste rešitev, je bil takrat tisti zakon, ki je zahteval, da se kreditiranje podjetij, katerih novi lastniki so postale te skupine menedžerjev v posameznih primerih, se ne smejo več kreditirati. To je tako imenovani Lahovnikov zakon. Ja, takrat je v bistvu celotna vlada, Pahorjeva, predvsem pa tudi nekatere stranke bile zelo zainteresirane za to, da se to stori. Pri čemer opozorila niso zalegla v tej smeri, da je treba ločiti podjetje od lastnikov in da delovanje podjetja nima nujno iste usode kot pa lastniki. Takrat bi se lahko dejansko šlo z rešitvami, ki jih zdaj uporabljamo pri tako imenovanem DUTB-ju oziroma pri sanaciji. Da se pač enostavno lastnike v bistvu razlasti tako? Ja, seveda, predsanacijski oziroma predstečajni postopkih je zdaj zakon končno o sanaciji in stečaju nekako uredil po mnogih letih, čeprav smo s tem začeli že leta 2011, pa žal ni bilo veliko posluha za to, bi omogočil, da že brez formalnega postopka na sodišču ali pa tudi s postopkom na sodišču se
razlastijo te lastniki, ne pa da se hkrati uničuje tudi delovanje delujočega podjetja, ampak to je zdaj več ali manj že preteklost in zato mislim, da bodo nekateri morali razumeti, da je naslednja faza kljub samo privatizacija, prodaja, ker so mnoga od teh podjetij že privatna, to ne bo šlo še enkrat za privatizacijo, ampak enostavno za zamenjavo lastništva, kjer bodo pač morali priti tisti, ki bodo imeli dejanski kapital, pri čemer pa jaz bil seveda pa pozoren, to pot pa zelo pozoren, imamo zdaj inštitucije, ki so se že nekoliko usposobile za to, da ne bi prihajal odtujen denar, ki je šel v določenih fazah iz Slovenije, ne zgolj povezan s tajkunskimi posli, pa s čim drugim še tudi, da se ne bi ta vračal kot prevzemni denar oziroma kapital za sedanje prevzeme. To se pa da na nek način kontrolira, če se vse ustrezne institucije v to tudi na pravilen način vključijo. Mislite, finančne tokove se da, v bistvu izvor tega kapitala? Tako kot drugod po svetu se tudi v Sloveniji da to kontrolirati. Zdaj, mogoče še, mislim, gospod tajnikar, če ostanemo še malo na tem primeru, ki je pač zelo, bi rekel, zelo doživel zelo veliko pozornost v slovenski javnosti. Mislite, da bi, če bi takrat ti krediti tem menedžerjem ne bi bili kratkoročni krediti, ampak dolgoročni krediti, da bi v bistvu bila situacija kaj drugačna, ne? Mislim, predvsem to očita, da to ni bilo mogoče speljati za kratkoročnimi krediti v bistvu. No, jaz mislim, da bomo čez nekaj let lahko moče malo bolj objektivno gledali na vse stvari. Jaz se zelo strinjam s tem, kar je prej gospod dejal, dejansko se moramo zavedati, da če ne bi bilo tega finančnega buma v svetu, pa tudi pri nas, seveda teh procesov ne bi bilo. Ne. Mi smo včasih, ko so študenti spraševali na fakulteti, kako se pa to izvede, rekli, obstajajo 3 načini, da jih nismo kriminalno učili, mislim, da ne. Ampak vseeno je to zanimiva ekonomska problematika. In v resnici se je samo po eni poti dalo mogoče pred tem boomom finančnim izpeljati menedžerski prevzem relativno uspešno. Če seveda so okoliščine tudi narodno-gospodarske dovolj dobre, drugače pa ne. Ko pa je nastal boom, seveda je bilo tega denarja veliko in ni bilo težko priti do financ za prevzem. Ne. Je pa res, da seveda so bile te finance kratkoročne. Jaz se spomnim, mislim, da mi gospod Kordiš to bolj posluša, ne bo zamiral, ampak mi smo se nekoč pogovarjali in on je govoril, ja, se tako kakor Merkur, ki se financira s 3-letnimi krediti, tako bom jaz tudi prevzel seveda lahko Merkur. Tako kot mislite, Tuša, kaj mislim? Ja, no, to so delali pravzaprav vsi in tako kot je bilo prej rečeno, mi mogoče zdaj vidimo samo nekaj primerov, ne, ampak ko je bila firma manjša, recimo, ko se je dalo potem kasneje, bistveno kasneje, v kriznih razmerah na nek način pomaga tudi z lastnim kapitalom, ki so ga ljudje že imeli, je seveda pri majhnih podjetjih ta zgodba lahko uspela, ne, kljub temu, da je nastala kriza. V velikih podjetjih je bilo pa to skoraj da nemogoče. Na papirju recimo en tak prevzem, da bi poslovni načrt naredil za uspešen prevzem Merkurja, recimo, je bilo potrebno toliko prepostavk objektivne narave in zelo optimistične narave, seveda, da je skoraj da nemogoče to izpeljati. Ne. Mene se ob tem pojavlja neko vprašanje, ki je seveda zelo zanimivo. Ne. Prej je bilo rečeno, seveda, bilo bi možno narediti to, da se znebimo teh tajkunov, bom zelo po domače povedal enostavno, in hkrati ohranimo podjetja. To ne bi bilo pravzaprav taka velika znanost, ne. Čeprav to se ni naredilo, ne, in to je velika škoda. Ne. Jaz mislim, saj ne. Ampak po drugi strani se moram pa zavedati tudi nekaj. Ne. Mi imamo v tem trenutku v resnici tudi problem privatizacije, verjetno bomo kasneje govorili o teh rečeh. In znova smo v isti situaciji, kot recimo mi dva že veva, ne, iz 90-ih let, ko ni domačih kupcev. Ne. Na nek način je politično vzdušje, da rabimo domače lastnike, ne, ampak teh domačih lastnikov ni. Ne. Je prišel nekdo iz tajkunskih zgodb, upam, da ne bom tožen, ne, iz Hrvaške in prevzel našo najbolj ugledno, kot pravimo včasih, podjetje. Ne.
In seveda, meni se postavlja zdaj... Hoteli se zdaj privatizirajo v bistvu. Teh primerov je kar nekaj. Hoteli se odkupujejo. Ja, teh primerov je kar precej. V bistvu vsaka zgodba privatizacije, ki zdaj teče, pravzaprav iskanja novega, ni privatizacijske zgodbe, se zelo strinjam s tabo, to je zgodba v bistvu iskanja novih lastnikov, neke prestrukturiranje lastninskega, je v bistvu zgodba tudi, ki je s tem povezana, da dejansko domačega kupca nimaš. In vprašanje je, recimo, ali je bilo res potrebno takrat, v primerih, ko ni prišlo do oškodovanja, ko so tekli normalni menedžerski prevzemi, ki jih jaz sicer nisem maral, ampak jih nisem maral ne kot ekonomist. Ki ste jih prvi kritizirali. Ja, ampak ker sem jih pravzaprav nisem maral malo zaradi svoje sebičnosti, ker jaz nisem bil zraven. Je hec v tem, da ali mogoče ne bilo pametno, da bi mi pravzaprav te procese poskušali ohraniti. Zato, ker mi bomo slej ko prej v Sloveniji enkrat morali doživeti, če ne bo v času oddajenega življenja, pa potem malce kasneje, recimo, da bo nastala neka lastninska struktura tudi v Sloveniji. In kako bo nastala, ne vem, veste, ker jaz sem se dovolj časa gibal v podjetniški krogi. Preden vi v podjetniškem krogu, razen če niste res na nekem posebnem področju, naprimer, naredite iz sebe, iz navadnega podjetnika, milijonarja, ali celo več, recimo, ki lahko 100-milijonske nakupe izpelje, in to traja desetletje. Včasih več družin, tako rečem. Več generacij. Včasih več generacij, recimo, da to nastane. In potem, ko se mi vprašam, kdaj pa bomo prišli do tja, verjetno bo takrat, zdaj bom zelo tako malo grobo in tudi populistično povedal, takrat bomo že vse imeli v rokah tujcev. In zato mogoče ta zgodba, recimo, o naših menedžerskih prevzemih nima samo te grde plati, ima pravzaprav tudi eno, torej tudi ta ni najlepša plat, ampak eno izzivalno plat. Kako bomo mi pravzaprav prišli do lastninske strukture? Danes doma v Sloveniji razen nekaterih podjetnikov, ki pa v bistvu lahko, veste, v podjetništvu je nekaj zelo značilno. V podjetništvu vi imate lahko pozitivni profit, recimo, in kolikor toliko uspešno poslovanje in tudi rast podjetja, skozi daljše časovno obdobje, vi niste bogat. Vi ne morete zbrati skupaj 100 milijonov. Vi šele, recimo, običajno, ko prodate na koncu podjetje, ko dobite kapitalski dobiček, potem ta denar lahko nekam investirate. In takih primerov imamo v Sloveniji, takole bi rekel, na prste obeh dveh rok, recimo, če so to resni podjetniški podvigi. In zato je malo vprašanje, kako bomo mi prišli, po kakšni poti pa bomo prišli do te naše lastne strukture. Zlasti nekaj, ki bo investirala, ki bo jutri pozitivno delovala, nekaj ne bo samo špekulantne gospodarstvo. In na kateri bi lahko konec koncev tudi na majhna država vseeno morala insistirati. Ker drugače jaz ne vidim. Drugače bomo imeli mi nabor majhnih podjetnikov, ki veliki poslov ne bodo izpeljali, veliki posli pa bodo tudi z vidika prevzemne zakonodaje vedno v rokah nekih zelo velikih podjetij, verjetno iz tujine. Pa tudi mogoče posameznikov. Mislite, da bo ta celotna zgodba, v bistvu, ki se pač dogaja, ki ima seveda svoj pravni del, da bo v neki novi, da bo pravzaprav priložnost za neko nov razmislek o teh zadevah za nazaj. Ja, vse v družbah je tako. Ko se malce prebudimo v kakem vprašanju, ko vidimo, da vprašanja niso tako enostavna, kot mogoče na prvi pogled izgleda. Mi smo velikokrat hodili, tudi v javnost govorili, kakšno stvar izpostavljali, da mogoče zadeva ni tako enostranska, pa se sploh ni slišala zadeva. In mogoče tak dogodek potem tudi čas za premislek. In tudi mogoče za en drugačen pogled družbe kot celote na gospodarska vprašanja, ki nikoli niso popolnoma nevtralna. Družbeno nevtralna. Zdaj, če gospod Gaspare, vi ste v bistvu začeli prej vprašanje privatizacije, to vprašanje je bilo tudi danes v bistvu pravzaprav na dnevnem redu na srečanju Mira Cerarja z Merklovo, ker pač vse, kar se je dalo razbrati iz teh javnih poročil, v bistvu Nemčija podpira v bistvu pač načrte slovenske vlade glede privatizacije podjetij. Kaj pravite, mislim, zdaj, ko mogoče z distance gledate, kako se v prejšnji in pa v tej vladi odvija ta proces privatizacije oziroma prodaje podjetij tujcem?
No, se ta zadeva se vleče, če se boste spomnili, že tam nekje od leta 1998, ko je bila prvič zgodba je tekla o privatizaciji Ljubljanske banke. Takrat so tedanje opozicijske stranke rekle, da pod nobenim pogojem se to ne sme privatizirati preko ponudbe tujim investitorjem, ampak bi se moralo iti po tako imenovanem Raiffeisen principu z razprašenim lastništvom prebivalstva v Republiki Sloveniji, pa do drugih potem idej, ko so se te ideje postavile na glavo in se je reklo, da se je lahko v privatizacijo. Hočem povedati nekaj. Slovenija tja od leta 1998 naprej nima nikakršne resne koncepta, ne bom rekel strategija je težka beseda, koncepta o tem, kako bi se te zadeve lotila. In je v bistvu od primera do primera stalno tavala, če se spomnite primera Uniona in Laškega in še prej recimo papirnice v Krškem. In mnogo je takih primerov, kjer smo na posameznih primerih poskušali postavljati teorijo, nismo imeli pa splošnega odnosa do tega, kaj bo po tisti pidovski prvi fazi lastninjenja, kako naj se izpelje postopoma ta druga faza. Nam je v mnogo čem pidovski del ali pa pidovsko lastninjenje preko zapletlo in ne samo zapletlo situacijo v nadaljevanju, ko smo skušali na eni strani certifikate razdeliti po, če hočete, knjigovodski vrednosti, potem smo pa začeli ocenjevati po dinamični vrednosti. In seveda tam so nastavljene ogromne škarje, iz katerih so se posamezniki seveda dobro znašli, ki so imeli na začetku denar ali pa so si ga izposodili in potem začeli trgovati s temi papirji. Kot veste, takrat je ta pidovska ideja prišla iz tujine kot neke take vrste akademski konstrukt, ki naj bi skozi decentralizacijo povzročil konkurenco na trgu, iz konkurence pravo tržno ceno in s tem, če hočete, kolikor toliko pravično, v narekovajih, seveda ponovno razdelitev družbenega premoženja v na eni strani državno in na drugi strani privatno. To se žal ni zgodilo po knjigah, ampak se je zgodilo v praksi malce drugače, tako kot se je v večini držav vzhodne Evrope zgodilo, z velikimi težavami, bolj ali manj, še večjimi kot pri nas, verjetno na Hrvaškem in še kje, na Madžarskem recimo. Ampak potem se pa seveda od takrat naprej, jaz se spomnim iz lastne izkušnje, da smo leta 1999 poskušali vlado prepričati, da bi ustanovili agencijo za privatizacijo, ki bi se v tisti fazi ukvarjala najprej z konceptualnimi in proceduralnimi stvarmi. Velikokrat se pozablja, da je privatizacija relativno zapleten tudi proceduralni proces, ki če nimajo inštitucije dovolj jasnih vlog in če niso med seboj usklajene, lahko nastane velika zmeda. Takrat je bil odpor proti temu zelo velik in se to ni dalo. No, potem pa od leta tam po letu 2000 pa ni bilo niti več veliko govora o tem. V zadnjih letih, to, kar pa zdaj sprašujete, je pa za mene v osnovi problem naslednji. Mi bi se morali odločiti, moje mnenje je naslednje, tam, kjer je država prišla v lastništvo, ne po neki logiki, ekonomsko upravičljivi logiki, kot ekonomsko ustrezen upravljalec tega premoženja, pa zaradi značilnosti lastninjenja v prejšnji fazi, tam bi se morala država dejansko odmakniti iz tega lastništva. To je večina, bi rekel, narekovajo privatnih slovenskih podjetij, kjer se je država znašla, kot sem rekel, slučajno, ne pa sistemsko. Potem pa obstajajo te, bom rekel, veliki sistemi, kot v vseh drugih državah, na področju energetike, telekomunikacij, transporta, kjer je pa odločitev strateške narave, tam pa če opustimo zdaj nacionalni interes, strateške narave, mislim, vi če želite Luko Koper izkoristiti, jo ne morete ločeno privatizirati od tega, da ne bi imeli neke ideje o tem, kaj se bo zgodilo z logistiko, kjer sodi zraven transport, kjer sodi zraven, ne samo železnica, predvsem tisto, kar bi se ob železnici moralo dogajati industrijskega, storitve, proizvodne in tako naprej, da bi bila ta pot med Luko in, bi rekel, mejo slovensko na nek način smiselno ekonomsko ovrednotena. Potem, ko imate enkrat to jasno sliko, potem se lahko odločite o tem, kaj boste na tem področju storili. Enako velja tudi v energetiki, deloma tudi v telekomunikacijah. Torej, ker tega razmisleka ni bilo, so nastali spiski. Mi smo se vedno vrteli v krogu nekih spiskov. Ena ali druga skupina ljudi se je spomnila, kakšen spisek je bil ta prav, kakšen je bil napačen. No, in potem smo dobili spisek 15 podjetij, ki so najbrž padli z neba,
Ampak, ko so enkrat padli, ko jih je parlament potrdil, se ne da več vračati nazaj in se spraševati, ali je bil ti spisek pravilen in ne, ker ste sprožili nek postopek, ki tudi na nek način določa kredibilnost države, ko se enkrat nekaj takega zgodi. In ta postopek je treba končati na smiseln način. Od tukaj naprej je pa treba zelo jasno znati to definirati, kar sem prej rekel, to se pravi, kaj od tega, kar je še, bi rekel, možno na nek način privatizirati, se ne tudi privatizira, pod kakšnimi pogoji in kdaj. Čas in pogoji so, bi rekel, dinamične kategorije, kjer se ne da reči, to bomo naredili čez 6 mesecev, to bomo naredili čez 9 mesecev, ampak se reče, te stvari ali pa ta podjetja so primerna za tak postopek, zgodil se bo pa takrat, kadar se bojo za to okoliščine primerne. Na to nas noben ne more prisiliti časovno, veste, mislim, ta časovna presija je, bi rekel, bolj naša fikcija kot pa nekaj drugega. Bolj kot to je pomembno, da enkrat razčistimo, jasno povemo, predvsem to, kje se na razumno dolgi rok ne bo šlo v takšne postopke. In s tem ste več ali manj povedali vse, kar je treba. Potem je pa treba imeti zelo dobro organizirane inštitucije, kot so zdajšnji, recimo SDH in ta DUTB in najmanj 2 ministrstvi, ki bodo med seboj naredili toliko jasno, rekel, neko logistiko medsebojno povezanost in pa jasno hierarhijo odločanja, da ko bo enkrat postopki stekli, se ne bomo vračali pa spraševali, ali se je kdo zmotil ali kdo delal v nasprotju z tistim, kar je bilo kot splošni interes opredeljeno. Res pa je to, kar je tudi gospod Tajnik rekel, to ni nek tehnični postopek, to je postopek, ki se v družbenem okolju odvija in bo seveda vedno prihajalo do konfliktnih situacij znotraj predvsem recimo parlamenta, ampak parlament in politika je zato, da konflikte rešuje, ne da jih poudarja. Torej, če jih ne bo znala politika rešiti, potem seveda bo ta proces tekel zelo eratično, tako kot do zdaj. Jaz mislim, da si delamo škodo, če tega ne bomo zelo hitro znali urediti. Tako kot pa ta trenutek deluje, recimo predvsem DUTB, se pa bojim, da v mnogih podjetjih, kjer bi morala biti najprej izpeljana dobro restrukturirana, ali pa če hočete sanacija, da bi ta going concern princip delovanja se oplemenitil in bila podjetja profitabilna, se bo šlo direktno v privatizacijo zaradi primanjkljaja tega prvega postopka, ki ne bo narejen pravočasno. No, mimogrede, vlada ni sprejela tega poročila letnega DUTB, v bistvu, mislim, zdaj sicer ne vemo, iz kakšne... Prej ste me še vprašali, če vem, kakšen je program te vlade, jaz razen, bi rekel, spiska 15 podjetij ne poznam točno, kaj bi naj bil program te vlade glede privatizacije, ko bo enkrat, bi rekel, javno dostopen, bi rekel, tudi nam, potem bomo lahko komentirali. Ta trenutek pa ne poznam, kaj bi lahko gospod Cerar v Berlinu povedal kot o programu vlade. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih na temo privatizacije. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, če še ostanemo na temi privatizacija, me zanima, v bistvu, mislim, precej je bilo danes govora tudi v teh pogovorih med Cerarjem in Merklov, predvsem tudi o interesih Nemčije, v bistvu, ne, da sodeluje pri tej privatizaciji in pa seveda verjetno tudi pri financiranju oziroma pri nekaterih infrastrukturnih projektih, ne, kakšne so pravzaprav, kako vidite vlogo Nemčije oziroma kot motorja evropskega gospodarstva. Tle je kar nekaj vidikov, recimo, ki so zanimivi in zelo odločilni za Slovenijo, vsaj po mojem mnenju. Ne. Jaz se zelo strinjam s tem, kar si ti prej v zgodovini govoril. Tle so nastale različne zgodbice, ne. Ampak na nek način smo mi zdaj v eni fazi, ne, ko pravzaprav bi morali v resnici doreči, ne. Ti si rekel, da ni potrebna strategija. Jaz bi pa kar rekel strategija, karkoli, ne. Ampak glavnem nek načrt zelo jasen, kaj pravzaprav hočemo imeti v državni lasti. Pa tudi mogoče, kdaj pa kdaj tisto, kar je že privatizirano. Poglejte, zgodba okrog Mercatorja, ne, je zgodba okrog privatiziranega podjetja. Ne. To ni zgodba o državnem podjetju, o večinski lasti. Ne. Pa smo dejansko, bi rekel, v javnem mnenju padli na tem procesu. Ne. In meni se zdi, da mi v resnici v Sloveniji nimamo celo nekega jasnega odnosa do zelo zanimivih, recimo, ali pa tako bi rekel, do predvsej jasnih področij, kjer verjetno je potrebno imeti državno lastnino, recimo, kot je zdravstvo, kot je šolstvo, ne, infrastruktura. Ne.
ti si prej začel recimo Luki Koper govoriti, ne, to ljudje se sploh ne zavedajo, da seveda drugi tir, ne, naprimer, je infrastruktura, ne, in dejansko 150-145 milijonov recimo proračunskega denarja, dobesedno proračunskega denarja, keša je tako, ne, gre za Slovenijo za infrastrukturo, ne, in zdaj boste dobili vi investitorja za drugi tir Divača Koper, ne, kako? Komu bo pa to zaračunal? Če pa se da vso infrastrukturo, mislim, da manj kot 10% recimo slovenska infrastruktura, železniška infrastruktura, ne, zasluži z uporabninami. Vse drugo je proračunski denar. In seveda, vi lahko rečete, seveda, da boste Luko Koper, na primer, privatizirali, ne, ampak ta Luka Koper danes živi o prepostavki, da je tir Divača Koper zastonj. Ne? In da ni treba plačati nobene uporabnine. Ne? In jaz zdaj, recimo, dokler je to državno podjetje, jaz to takoj sprejmem, zato ker konec koncev razumem, da je to tudi nekaj, kar je za davkoplačevalce, jaz spadam med njimi, ne, med njih dobro. Ne? Ampak ko pa enkrat imate privatnega lastnika tam, ne, pa to seveda pomeni, da se davkoplačevalski denar skozi financiranje, recimo, infrastrukture železniške dejansko privatizira. In tudi nastane neke vrste rentniški odnos, kar je še najslabše. Ne. Tako da, hočem reči to, teh vprašanj imamo mi neverjetno veliko. In jaz sem že kar nekaj časa opozarjal, mi se bomo morali do teh stvari odločiti. Ne. Tako da bomo morali povedati, kje pravzaprav mislimo, da je potrebna državna lastnina. To bi bila po mojem boljša pot, kot pa to, da se zdaj od primera do primera pogovarjamo, kaj ne privatizirati. Ja, kaj ne privatizirati? Ne? Pomeni to, jaz recimo nisem za to, da se privatizira Luka Koper. Ne? Recimo, jaz sem bil zraven nekaj malega, ne, aerodroma, recimo Ljubljana. Poglejte, takrat sem jaz sanjal neke stvari, mogoče je bila naroba, mi smo malo sodelovala takrat, recimo, ne, da se bo aerodrom povezal z Adria Airways. Ne. In to dela danes Katar, to dela Lufthansa, to delajo vsi. Ne. Turkish Airlines, če gledate, kupuje letališča okoli in tako naprej. To je nek poslovni koncept, ki se po mojem mnenju, nekih številk pa poznam iz teh obeh dveh podjetij, ne, bi omogočil, da imamo mi prevoznika, relativno resnega, mrežnega prevoznika v Sloveniji, tako da bomo človek lahko v Sarajevo ali pa kaj svem kam, ne, potoval tlele, ne, na Balkan tudi, ker imamo poslovne odnose, ne, in stvar preživela. Zdaj, ko smo mi seveda privatizirali aerodrom, zdaj zgodbe konec. Ne. Zdaj, druge variante, ko pa da Adria Airways privatizirate, sploh ni več. Ne. In to je ta vidik. Ne. Lahko, da je moj pogled napačen. To spajanje teh dveh podjetij. Nič hudega, če mi bo nekdo dokazal, da je napačen, bom rekel, je napačen. Ne? Ampak zdaj smo mi v bistvu prejudicirali zgodbo. Ne? Mi smo zdaj prodali za neke čudne velike denarje, ki me vedno bujejo strah, kaj je za njimi narobe. Ne? V bistvu aerodrom, recimo, na Brniku, ne? In seveda potem je Adria pravzaprav tako rekoč porinjena na trg. Kaj drugega sploh ni mogoče delati. Ne, mi bi morali zavzeti stališče do tega, ne? Predtem, ne? In ga nismo zavzeli. Ne? Zato se mi zdi, da recimo je en načrt, ne? Kaj pravzaprav ne bomo privatizirali, recimo energetika. Ne? Kaj berem vse zadnje čase o energetiki. Jaz sem bil sam minister odgovoren za energetiko, tle mi kolega Mite sigurno bo potrdil, kaj taga se, ko sem jaz bil minister, ni moglo zgoditi, pa ne zato, ker sem jaz bil pametna. Kjero zadevo mislite? Vse, kar se danes dogaja v energetiki. Ne? Poglejte, če berete, kakšne zgodbice tle prečitate, je nemogoče. Zato, ker bi drug dan, ko se bi neka stvar zgodila, ne, bi imeli tam na mizi sestanke, ne? Tudi gospod Gaspari je pogosto takrat sodeloval na teh sestankih in smo se neke stvari izmenili. Zdaj gre to vse nekaj po svoje. Ne? In jaz pravzaprav ne vem. Mi smo imeli, poglejte, strategijo energetike, v kateri je bilo zapisano, da se bodo proizvodne enote privatizirale. Kaj takega jaz v svojem življenju še nisem slišal. V resnici, ne. To ni pametno, ne. Da se distribucija, ki pa se lahko z lakoto privatizira, pa ni bilo napisano. Ona bo pa ostala v državnih rokah. Tako strategijo boste našli še kje zaprešena na ministrstvo. Ne. In to pomeni, in od tistega časa naprej, takrat je bil minister Vizjak, recimo, sploh ni nastala nova strategija. Mi nimamo neke druge strategije na tem področju. Če se peljete po slovenskih cestah, mene je sram. Ko grem, recimo, rad grem v Kvarner, ne, ker se mi zdi, da je klima za mojo kvarjeno grlo tam boljše, ne. Mene je vedno stran, ko prijem na hrvaško stran. Ne. A smo res tako zanikrni, da ne moramo tistih nekaj kilometrov ceste tam narediti, ko je dejansko to ena od žil prometnih. Ne. In zato bi jaz rekel, da so ta vprašanja zelo resna. Ne. Kaj bomo imeli državne, kako bomo te stvari speljali, tudi kako bomo financirali in tako naprej. To niso enostavno. Jaz sem profesor, pa moram tega živim. Ne. In nedavno tega sem s kolegicami hotel napisati članek, smo ga napisali. Ne.
kaj ekonomska teorija pravi, kaj je pametno med državno. Ne? In če mislite, da je enostavno govoriti na vprašanje, je zelo težko, tako kot ste prej dobro rekel, to je družbeno vprašanje v velike meri. Ne? Poleg tega pa bi dejal, mislim, da vsi, ki sledimo dejansko dogodkom v slovenskem gospodarstvu, mi bomo imeli problem ne privatizacije, pač prodaj, ne? To, kar sem prej rekla, iskanja novih lastnikov, bistveno bolj izpostavljen bodoče, kot si pa mi mislimo. Vi se morate zavedati, mi zdaj govorimo pravzaprav o državnih podjetjih. Tam, je ta zgodbica. Treba povedati, kaj nočemo privatizirati, pa bomo relativno hitro na konju. Ne? Lahko se zelo pogovarjamo o nekaterih podjetjih, ki je smiselno, ne, ampak vprašanje je relativno zelo jasno zdefinirano. Ampak pogledajte, Mercator je že bil primer, ne, kjer imamo v bistvu lastnike, ne, in je vprašanje, kaj zdaj z novimi lastniki, na kakšen način, ne, ali bomo res čisto vsa podjetja bo imela vse te headquarterse, kot pravimo, nekje drugje, ali bo kaj v Ljubljani, ali ne bo nič. Ne. Potem ne smete pozabiti, da en del podjetij, ki je nastal na novo, recimo v obdobju booma. Mi imamo nekaj teh podjetij, srednjo velikih podjetij, recimo, ki so v neverjetno nerodni situaciji, ki so v privatnih rokah in bodo jutri ravno tako verjetno vstopil, to se že dogaja, nek nov lastnik. Ne. Kdo je ta nov lastnik? Lahko rečemo, to nas ne briga. Ne. Važno je samo kupnina, v bistvu. Ja, ne, vse kupnina je važna za tiste lastnike, ki bodo prodajali, ne za državo celo. Ne. Ampak vprašanje pa je lastninske strukture, ki se bo jutro vzpostavila. In na koncu seveda imamo problem teh greenfield investicij, novih investicij. Ne vem, meni se zdi, jaz zdaj poslušam o Južnem toku, ne. Lahko imamo različne poglede, ampak nekaj malega vemo o Južnem toku. Ne. To, da mi tako z lahkoto zamahnemo nad Južnim tokom, ne, to se mi zdi, nedopustno za državo, kot smo mi. In tu je ta problem, ali imamo mi kakšno besedo. Ne. Zdaj smo imeli komisarko, ne, v Bruslju. Sem poslušal, ne vem, če sem se slišal, verjetno nisem, ker nisem se ves čas poslušal, ampak imeli smo na področju energetike. Ne. Kakšno stališče Slovenije ima na področju recimo energetike? Kaj je za Slovenijo zanimivo? Recimo jaz osebno menim, da je Južni tok za Slovenijo. Lahko da je v Evropi mnogim politikom Južni tok odveč, ne? Ampak Slovenije ne bi smel biti. Ne? Ampak recimo, če gremo zdaj v bistvu na zelo v bistvu bolj konkretne zadeve, kako ocenjujete v bistvu, rekel gospod Gaspari, samo ministrsko ekipo, oziroma ali ste zdaj v koalicijski pogodbi in v tem prvih mesecih vlade vidite, bi rekel, da se neke zametke tega, o čemer se pogovarjamo, na posameznih področjih, recimo. Jaz ne bi na ta način vam odgovoril, kot ste vi vprašali, pa bi rekel, da recimo ob teh težavah, ki se zdaj pojavljajo na resorju gospodarstva, ne? Ja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se vedlo, kaj naj bi bila res osnovna naloga tega ministrstva, in jaz mislim, da nekaj zelo pomembnih nalog bi moralo biti na tem ministrstvu, ki jih zdaj ni. Prva, za mene najbolj pomembna, je industrijska politika. Ne subvencije, ne razna spodbude in tako naprej, ampak industrijska politika v tem smislu, kar je bilo prej rečeno, da se pravi, da do posameznih panog, če hočete verig, zavzamemo neko stališče, kako si predstavljamo, da ta struktura ekonomska, industrijska slovenskega gospodarstva v naslednjih 15-20 letih lahko izgleda. Če smo to približno znali razmišljati v začetku 80-ih let in je večina tistih preko znanja in firm, ki so še danes tako rekoč sicer v drugačni obliki prisotne, nastala v Sloveniji v popolnoma drugačnem družbenem okolju, pa vendarle ekonomsko dovolj dobra, da so lahko konkurirali tudi na zahodnih trgih. Spomnite, kakšne komplekse je majhna Slovenija kot država in tudi ekonomsko imela od Iskre preko Metalne in Litostroja. To so bile le firme, ki so imele respekt tudi v mednarodnem gospodarskem in siceršnjem okolju. Torej, vi se ne morete odločiti samo za to, da boste imeli dobro razvito drobno in majhno gospodarstvo, ker to brez hrbtenice velikih podjetij enostavno ne zmore svojega lastnega razvoja. Zato ima zdaj veliko mikro in manjših podjetij težave, kako iz faze inovacije ali pa invencije in inovacije preideti v tržno pomembnejšo vlogo, ker nimajo enostavno vertikalne povezave
naprej doma in v svet preko takšnih firm, kot so bile, recimo, kot je bil včasih sistem Iskre. Mene še danes zelo žal, da je ta sistem razpadel, ker bi bil lahko tehnološko ena od osrednjih točk tehnološkega razvoja v Sloveniji. Zdaj v bistvu mukoma ustvarjamo neke centre odličnosti, in tako, ki so vsi skupaj malenkosti v primerjavi s tistim, kar je takrat že bilo. In torej, zato se mi zdi, da bi moralo na ministrstvo za gospodarstvo priti človek, ki bi imel sposobnost menedžirati velike probleme oziroma velike sisteme. Ne. Za majhne probleme in za majhne stvari je administracija čez glavo dovolj. To je ena stvar. In druga stvar, kaj je naloga ob tem potem države. Evropska unija je dokazala, da je samo za horizontalno politiko, to se pravi brez državne pomoči in brez teh raznih oblik spodbujanja tehnologije in znanja, da je Evropa močno zaostala za Združenimi državami in za Azijo, čeprav ima neko strategijo 2020, ki pa se je izkazala, kar se tega tiče, kot izredno slaba. Namreč, če pogledate zdaj krizno obdobje, ki je nastalo 2008, kako je Evropa odreagirala na to in kako so nekatera druga gospodarska območja odreagirala, boste ugotovili, da je Evropa močno peša. Zmanjšuje se delež sredstev za razvoj. Zakaj? Predvsem recimo v farmacevtske in podobne firme zelo bodo začele zaostajati za drugimi. Zakaj? Ker se ne dovoli nikakršna udeležba države v spodbujanju razvoja. Kot se pa ve, je pa večina pomembnih inovacij, ki potem pomenijo tudi tehnološki preboj in tržno osvajanje trga, nastane inicialno z državno intervenco na nekem področju. To recimo v zadnjem času zelo lepo piše Štiglič, če hočete, si to lahko preberete. Ne za države vzhodne Evrope, ampak za zahodno. Ampak za Ameriko in za podobne države. Koreja je en tak tipičen primer, no, ki je šla poleg Japonske skozi. Morate vedeti, kaj je ameriška država trenutno dela v Boeingu, pa boste razumeli. Ali pa v vojaški industriji, ali pa vse to je bila. Tako da ta naivnost, ne, te horizontalne politike, pa veste, pa čista konkurenca, to je morda možno, ko govorite kot zaključeni blok proti drugim ekonomsko pomembnim subjektom na svetu. Če pa vzamete Evropo kot neko zaključeno ekonomsko celoto, kar bi želela biti, potem pa znotraj ne morete ustvarjati osnovnega principa, samo enega, ki nadvlada vse, to je pa medsebojna konkurenca znotraj tazga sistema. To tudi v Združenih državah se ne počne znotraj ameriškega gospodarstva na takšen način. Torej, jaz mislim, da poleg naše politike bo seveda potrebno nekaj storiti na ravni Evropske unije in zdaj počasi s to novo komisijo prihaja do tega spoznanja, da ni vse samo v restrikcijah in pa v konkurenčnosti, ampak da bo potrebno nekaj storiti tudi na tistih segmentih, ki omogoča, da se sploh ta konkurenčnost lahko razvija. To so pa tiste storitve, ki dajo znanje, zdravje, varnost. Te pa nujno niso pogojene s tem, da morajo biti privatizirane oziroma na konkurenčnem trgu, ampak morajo biti produktivne. Kako se pa to doseže? Se pa lahko doseže z kvazi tržnim obnašanjem, to, kar pri nas ne želimo spoznati v zdravstvu, v veliki meri ne in v šolstvu. V zdravstvu samo govorimo, da bo vse, kar se bo zgodilo v to smer privatizacije. To ni res. Bolnice in druge inštitucije lahko še zmeraj ekonomsko delujejo bolj učinkovito, čeprav niso, bi rekel, for profit, ne, niso profitne inštitucije. Samo tako, kot pa zdaj delujejo, so pa bolj podobne administrativnim enotam, ne, kot v planskem nekem sistemu ruskega tipa, ne, kjer se je naprej določilo, koliko bolnikov, koliko zdravil, koliko tega onega boste po neki enoti implicitne cene naredili. To ni potrebno, če bi menedžeri znotraj bolnišnic dobili večja pooblastila, večjo sposobnost odločanja, večjo fleksibilnost pri nagrajevanju. In če bi te segmente izločili iz tega neumnega sistema plačnega, ki je uničil to državo, jo umrtvičil, tako rekoč, to zdaj vidijo ministri, ki prihajajo za javno upravo, ne, počasi vsak en za drugim, potem bi seveda mi lahko naredili en dosti dober prodor na teh segmentih, kjer imamo kvaliteto, znanje, imamo pa relativno slabo
bom rekel, menedžersko in ekonomsko upravljanje. Kako to so pa- te ja. javne storitve. Kako pa gledate potem v bistvu v tej luči ta zadnjo zaostritev na relaciji minister za javno upravo oziroma vlada in pa sindikati oziroma bi rekel ta rebalans proračuna za letošnje leto in pa seveda ukrepi za prihodnje leto, kjer naj bi dosegli primanjkljaj v bistvu pod 3%. No, jaz osebno mislim, da vsi v Sloveniji na nek način od te vlade pričakujejo zelo veliko, ne, ker pričakujejo po svoje neko novo makroekonomsko politiko, ne še nismo kaj rekli danes, in pričakujejo seveda tudi to, kar je prej gospod Gaspar dejal, da je neke vrste industrijska politika, kjer je seveda, jaz razumem to industrijsko v smislu pač teh sektorskih vidikov, ne, zdravstvo pa še sem, pa še šolstvo tudi, ne, recimo, ne, in jaz mislim, da jaz osebno moram kar reči, da jaz nič od tega nisem še videl in ne vidim točno, kaj ima ta vlada namen narediti v smislu noveliranja in makropolitike in dejansko teh drugih sektorskih politik. Ne. Kvečemu vidim to, da se ponavljajo preprosto stare fraze. Ne. Včeraj sem poslušal na nacionalni televiziji recimo ministra za javno upravo. Ne. To smo že slišali, ne, s tem, da je tisto, kar je povedal, je povedal mogoče boljše kot pa kakšen minister predtem, ne, ampak vsebina je bila pa seveda enaka. Ne. In jaz se bojim, da bomo mi počasi postali razočarani s to gospodarsko politiko in s to vlado tudi. Ne. Tudi vprašanje, ali so ljudje res ta pravi. Ne. Seveda ta, kako se to reče, mantra, ne, da morajo priti novi ljudje, ne, je zelo lepa, ne. Ampak to ne pomeni, da novi ljudje prinesejo nove ideje, ne, da novo znanje, da nove izkušnje, zelo pogosto se učijo. In jaz nisem nič videl, nič prebojnega, bi rekel, na tem področju. Ne. Tako da jaz sem zaenkrat pesimist, sploh ne vidim, kaj bi se v resnici bilo dobrega zgodilo. Bi pa to komentiral, kar si ti, recimo, sam korak bi naprej naredil, ker sem sam bil gospodarski minister. Ne. Jaz tudi mislim, ne, da zelo nevarno je prepustiti, ne, to se, gospod Gaspari se moče z mano ne postrinja, ne, vlado samo finančnemu ministru. Ne. No, zdaj se zdi, da, v bistvu, da je edini, ki praktično obvladuje situacijo, zdaj je takšno razmerje. Ne. Je minister za finance. Tako, ko smo mi bili recimo za prvih, no, ko smo se mi dva bila, takrat nas je bilo več, ne, res, da je imel Mitja mogoče največ izkušenj in znanja z nekih področji, drugi smo bili mogoče malo bolj neizkušeni z univerz in tako naprej, ampak na nek način je bila ena skupinca, ki je vse nekako funkcionirala. Ne. Zdaj ne, zdaj je v bistvu Mramor izredno izpostavljen na področju gospodarske politike. Konec koncev zdaj postal tudi minister za gospodarstvo. Ne. In seveda ne gre samo za to, da dobimo pravega človeka na to mesto, ne. Kar mogoče zdaj gleda v praksi. Ne. Gre to, kar si ti začel. Ne. Jaz bi samo še eno stvar zraven dal, prav vlogo tega ministra. Ne. Zato, ker, a veste, to, kar sem prej mimogrede rekel, recimo o energetiki. Ne. Jaz si ne mislim, to je nezaslišano, recimo, ne, kar se zdaj dogaja v energetiki, kjer dejansko direktor holdinga, na primer, ureja celo slovensko energetiko. Ne. A veste, zdaj ne samo še spomnijo se v Zasavju za nuklearko, ne, pa bomo imeli dva direktorja, ki bosta vodila gospodarsko politiko na ravni države, ne, za svojimi kapricami, včasih ni čisto jasno, katerimi interesi, ali pa so ti interesi jasni, pa so zadaj skriti in tako naprej. Nič nobenega ne kritiziram, samo hočem reči, ne, to je funkcija ministra. Ne. Recimo slaba banka. Ne. Jaz osebno menim, ne, da je slaba banka v bistvu za ukiniti. Ne. Zato, ker to, kar je naredila sedaj slaba banka, ne, ona je v bistvu poslanstvo. Ne. Tudi če zakon preberete, ne, in sem ga prebral zelo natančno, ne, ona sploh ne izvaja tega poslanstva, ki je v zakonu zapisano. Ona ima zdaj v bistvu poslanstvo prestrukturirano slovenskega gospodarstva, kar ne piše nikjer v zakonu. Čeprav smo več ali manj, jaz sej nosim začetka mislil, da bo to popolnoma jasno tako, ne, ker konec koncev, ko bo slaba banka dobila ta portfelj svoj, bo tam imela en krasen nabor podjetij, ki rabijo prestrukturiranje. Ali je zdaj banka usposobljena za to ali ne? Jaz sem bil vedno prepričan, da če bi slabe banke bile znotraj banke organizirane, da bi bilo to mogoče boljše. So argumenti za ali proti, recimo, ampak jaz
jaz osebno sem bil bolj za to in bi mogoče imeli zdaj manj težav. Ne. Ko smo pa zaupali, poslušajte ljudem prestrukturiranje podjetij, Cimosa na primer, ne. Poslušajte ljudem, ki niso nikoli videli naše obale, ne. Še kot turisti verjetno ne. Kaj, da bi šele vedeli vse tiste malenkosti, ki se jih jaz spomnim iz 90-ih let, pa tudi kasneje, recimo, ne, od Cimosa. Ne. In imam tudi, seveda, vsa leta imam kontakte z gospodarstvom in vem, za kaj gre. In zdaj mi tako pomembno podjetje, a veste, ne, to, kar si prej rekel, da rabimo podjetja, ki bodo tudi neke nosilci razvoja, recimo zlasti v tej predelovalni industriji jutri v Sloveniji ali pa danes v Sloveniji, ne, mi prepustimo tam eni skupinci tujcev, ki res, mislim, se upravičujem njim, ker ni njihova krivda v resnici, ne. Nič ne vedo o teh rečeh. Celo pravne problemi so, recimo, ki jih ne obvladajo dovolj natančno. Ne. In holding pogledajte, holding je kakor je. Ne. Jaz recimo sem bil tudi malce proti holdingu, zato ker mi nikoli ni bilo čisto jasno, kaj pa potem minister dela, če je tam holding. Jaz razumem korporativno upravljanje in sem prebral veliko knjig o korporativnem upravljanju. Nažalost se več kot pa tisti, ki običajno govorijo o korporativnem upravljanju. Ampak, veste, če ste minister, jaz sem bil minister, pa da jaz ne bi mogel nič reči o nekaterih državnih podjetjih, lepo vas prosim, ne, ja kaj pa potem tam naj delam, ne, a sam naj kavo pijem, ne, ali kaj, ne, sej vem, da ti zelo hitro učitajo, ne, če si minister, pa se posegaš gospodarstvo, ne, ampak to je tvoja funkcija, ne, zato te je parlament ja dal in zato te lahko odstavi, ne. Da pa, mi smo imeli recimo razpravo o T6 v parlamentu, kjer ni bilo resornega ministra. In ko sem nekaterim začel opozarjati, kje pa imamo resornega ministra, a ne bi bilo dobro, da on poroča o T6, recimo, ne, so ljudje čudno gledali, kaj pravzaprav jaz govorim. Ne. In jaz mislim, da gospodarskega ministra rabimo, in to mislim, da močnega, ampak rabimo tudi spremenjene funkcije tega ministrstva. Ne. On more biti dejansko, prej smo govorili o državni lastnini, če bi se odločili, kaj je državno, rabimo holding, ampak mora biti, lepo vas prosim, minister številka 1, on je odgovoren pred parlamentom, zato smo zvolili neke stranke, da volijo države, oni postavijo ministre in da delajo tisto, kar smo volili. To je tako. In tudi, ali se neko državno podjetje ne upravlja dobro ali ne, konec koncev, jaz sem tudi šel na ta način z ministrstva, ne, in je hec o tem, da je stvar ministra in odgovornost ministra. Ne nekega direktorja tam, ki konec koncev se skriva, ne, in nima ustrezne pozicije, niti nasproti parlamentu, in pol imate nadzorni svet. Ne, veste, nadzorni svetu sedeti, ne, pa dela strategijo države, ne, je napačno, ne, ni mogoče. Ne. In zato se mi zdi, da recimo je v tem trenutku na področju gospodarstva, ne, ampak to ne pomeni samo bi rekel parih podjetij, ne, ampak v resnici tudi celih področij, kot je recimo tudi malo gospodarstvo, ki se ga prej omenil, ker se mi zdi, da kar nekam izgubljeno tava, na primer, ne, pri nas, ne, energetike in še marsikaj, ne, je v bistvu prazen prostor. Da ne govorimo, da se na to navizujejo sektorji, kot so zdravstvo, šolstvo in še marsikaj. Ne. Zdravstvo je, to je danes v Sloveniji je zdravstven sistem, ti si rekel, jaz bi skoraj rekel komunističen, ne. S tem, da je pa tako zamotan, da zgleda, kot da je najbolj demokratičen in najbolj tržen na tem svetu. Resnici ni nič, ne, od tega. Ne. Je nedorečen in ljudje tudi, ki odločajo o tem, jaz se sam ukvarjam zadnja leta predvsej z zdravstvom, ti ljudje se ne spoznajo na stvari. Mi smo slabše kot v 70-ih letih. Slabše, definitivno. Mi gremo samo na slabše. Pa ne gre samo zaradi tega, da je denarja manj. Je v bistvu denarja celo nekaj več. Ne. Ampak je hec o tem, mi imamo sistem, ki je neurejen, ki so osnovne stvari, ko človek, jaz učim študente, recimo, kako izgleda zdravstveni sistem, kateri so elementi zdravstvenega sistema, mi imamo zmedene pojme okrog vsakega drugega elementa v takem zdravstvenem sistemu. Ne. In jaz lahko bom se komu zamiral, ampak mi smo v zadnjih letih imeli ministre za zdravstvo, ki niso vedeli nič o zdravstvu. Ne. Vse niso oni krivi. Kriv je nekdo, ki ali pa so tudi, ne, kriv je nekdo, ki jih je tja postavil, delno so pa krivi zato, ker nikoli niso iskali prav resnega konsenza tudi v strokovnih krogih v teh rečeh. Zdravnik, veste, ne more postavljati zdravstven sistem. Zdravnik je zato se učil celo življenje, da zna zdraviti, ne pa zato, da dela zdravstven sistem. Ne ve nič o tem, kako se razni plačilni instrumenti vplivajo na učinkovitost, produktivnost in tako naprej. Ne. Še definirati produktivnost ne zna. Ampak kako potem v tej luči komentirate te zadnje bi rekel, ukrepe, če hočete, ki jih je vlada napovedala v javnem sektorju, v bistvu predvsem, ki jih je minister Koprivnik napovedal, oziroma zdaj naj bi sindikati zavrnili vse te ukrepe in naj bi vlada pripravila v bistvu nove. Ne. Je pa praktično zelo naelektrena situacija. Ne, mislim. Glejte,
Tej vlade se dogaja isto kot 3, 4, 5 prejšnjim vladam. Mi smo ujetniki dveh stvari, popolnoma zastarelemu sistemu proračunskega načrtovanja. Lahko kaj več potem povem, če hočete. Ja. S tem se nikoli ne želi nihče ukvarjati. In drugič, smo ujetniki administrativnega pogleda na delovanje državne uprave in javnega sektorja. In potem znamo v tem kontekstu, brez srednjeročnega pogleda na javne finance, povezano z, bom rekel, srednjeročnim pogledom na gospodarski razvoj, se nam restrikcija po tej krizi pojavlja kot edini legitimni odgovor. Včeraj smo slišali lahko zelo jasno definicijo tega problema, ki jo pozna cela Evropa in jo predvsem znani ekonomisti kritizirajo. Ne prenašajte logike osebnega gospodinjstva v makroekonomsko sfero. Včeraj je bilo rečeno, lahko samo toliko porabimo, kolikor imamo. Veste kaj, po tej logiki bo Slovenija zašla v hudo recesijo v zelo kratkem času. Vedno bolj se bomo trudili in vedno slabše bo. To bo ta problem, to se pravi, to je ta slaba spirala, ki se iz tega razvije. Iz te spirale se na ta način razmišljanja sploh ne da izstopiti. Če vi želite izstopiti iz tega, morate imeti najprej, recimo, zdaj imamo to 7-letno perspektivo finančno Evropske unije. To je za nas v bistvu srednjeročno načrtovanje, drži, ker drugih bistvenih finančnih virov poleg teh nimamo. Poleg tega smo pa itak naravnali naše razvojne načrte na približno tiste ciljne funkcije, ki so zapisane tudi v Evropi 2020 in so take, da so za vse države in za vse, bom rekel, primere dobre, ker so tako splošne, recimo, kaj sem, zeleni razvoj, pa vzdržen razvoj, pa tako naprej. Torej, tle ni problema. Problem je v tem, da mi ne znamo iz tega začetne točke srednjeročne opredelitve razvoja, kaj so naši osnovni cilji, preideti to preko nekega finančnega srednjeročnega instrumenta, ki bi samo reklo, recimo, državni program, srednjeročni državni program investicij ali pa, bi rekel, nasploh projektov v proračun. Če boste pogledali državni slovenski proračun, ki je itak samo en del celotnih javnih financ, pa razvojne dokumente, ki jih ima ta Slovenija trenutno, tisti, ki o tem govorijo, ponovadi ne preštejejo več kot 200 razvojnih dokumentov, ki jih noben ne upošteva. Če to primerjate, pa proračunske dokumente, boste videli, da sta to dva popolnoma različna svetova, ki se med seboj samo slučajno srečata vsake toliko časa. Torej, dokler nimamo srednjeročnega razvojnega načrta, ne moremo imeti kvalitetnega letnega finančnega načrta, ki je osnovni dokument razvoja na kratek rok. Ta letni načrt pa ne more upoštevati samo državnega proračuna, ampak more tudi lokalno samoupravo in tele javne sisteme, ki jih država zaradi socialne države ima, to se pravi oba sklada. Potem pa ne to obravnava, tako kot se zdaj obravnava, koliko denarja bo dobilo neko ministrstvo za to, da bo lahko funkcioniralo. Ni pomembno ministrstvo, ampak so pomembni programi, ki naj bi izvršili te ciljne funkcije, ki jih imamo tam nekje v dokumentih zapisane. In šele, ko znamo definirati programe in njim prisoditi glede na neko oceno učinkovitosti delovanja teh programov v preteklosti ustrezno količino denarja, šele lahko ugotovimo, koliko bo tega denarja pripadalo kakšnemu ministrstvu, ne pa obratno. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo s proračunsko razpravo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Začeli smo v bistvu pravzaprav to debato o rebalansu proračuna za 2014 in 2015. Zdaj, kaj pravzaprav lahko naredi? Primanjkljaj bi moral biti v bistvu prihodnjem letos nekje 2,8 in manj kot 3%. Letos naj bi bil 3,4%. Mislim, kakšne so pravzaprav sploh manevrski prostor finančnega ministra? No, jaz sem dve stvari bi za začetek, recimo.
Ena stvar je, da mi se v vsakem primeru moramo neko svojo ekonomsko politiko izgovoriti, kot se temu reče, verjetno tudi v Bruslu. Ne moramo samo ponavljati tisto, kar je, in se mi zdi, da je v tem trenutku zelo aktualno, zelo pravi čas, da se v bistvu zavzajemo za neko svojo gospodarsko politiko. Konec koncev, recimo, je Juncker sam dejal, da ta austerity, to zategovanje pasu seveda ni edina pot, ki vodi v Evropi. In danes, veste, jaz sem plačen za to, da berem te članke in tako naprej. Mislim, da gospod Gaspari tudi marsikaj prebere, ker ga poznam. Danes je popolnoma jasno stališče ekonomistov v svetu, razne redkih, ne morem reči, da vsi zagovarjajo, kaj ta austerity politika pomeni. Ona je stara, ne smete pozabiti, 300 let, ravno kar sem dobil zbornik člankov, letošnjo leto je šel 2014, o Economic Policy of Austerity je naslov. In najstarejši članek je 300 let. 300 let se ekonomisti kregajo, kaj pomeni zategovanje pasu. Ampak več ali manj je jasno iz prakse zadnjih let postalo, da ta politika krtko, nasilna, groba, v nekaj kratkem času recimo znižati deficit državnega proračuna je neumnost. In jaz mislim, da se to v tem trenutku da v Bruslu obrazložiti. To se v preteklosti ni dalo, konec koncev tudi Evropski parlament po mojem ni podpiral. Jaz sem vedno obtoževal na nek način naše poslance, za dobro plačo tam delajo, ampak noben bog se ni v pravem trenutku vstal v parlamentu, dvignil roko, začel tudi z drugimi poslanci akcijo, da nehamo s temi trojkami, ne vem kaj še vse, kar so same neumnosti bile. Ni bilo tega. Verjetno tudi ni bilo znanje med poslanci, da bi lahko to delali, evropskim poslanci, da bi lahko to delali. Druga stvar seveda pa je, tudi če je danes ugoden trenutek za neko novo gospodarsko, makroekonomsko politiko, je vprašanje, če jo mi sploh konec koncev znamo narediti. Zato, ker na nek način je vseeno ta politika, in to se je tudi pokazalo v teh razpravah strokovne narave, recimo, je relativno komplicirana zadeva. Seveda, neumnost je to, kar se zelo pogosto v javnosti govori, da bomo zdaj odplačali vse dolgove. To lahko zelo pogosto v časopisih preberete, vam lahko prenesem časopise, ker piše, Slovenija mora se čim prej začeti odplačevati vse dolgove. To nikoli ne bo. Mi v bistvu se bomo zadolževali vsa prihodna leta in jaz vam povem, mi sploh ne moramo iz situacije, kjer se ne bi zadolževali tam okrog milijardo, recimo, vse še nekaj časa. In letno. Zraven, neto. In seveda, ampak v teh razmerah vseeno je potrebno paziti, da vam v bistvu ne uide dejansko ta sektor državnega proračuna. In tu seveda morate tisto, kar delate na področju državnega proračuna, uskladiti z tistimi elementi efektivnega povpraševanja, ki niso odvisni od državnega proračuna. Izvoz je v veliki meri neodvisen. To se je zdaj pokazalo v prvi polovici leta. Izvoz je šel gor za 8,2%, recimo, prvi polovici leta govorim. Pustimo, zakaj je šel gor, to se lahko pogovarjamo, ampak šel je. In je takoj prinesel seveda tudi povečanje, to, kar je prej gospod Gaspari omenil, javnofinančnih prihodkov. Ne samo tisti proračunski del, ampak javnofinančnih prihodkov. In to za 9% je povečal. Zdaj so evropska sredstva, se žive stvari, ampak povečal za 9%. In seveda, na drugi strani recimo je dobršen del državnih odhodkov, zaradi evropskih sredstev šel tudi v investicije in so investicije nenadoma skočile, recimo, jaz sem imel take grafe, ker spremljam podatke, so skočile naprej, ne zato, ker bi podjetniške investicije bile ne vem kako močne, tudi niso najslabše, se prebujajo. Ampak so v bistvu investicije nasploh, ker je država sfinancirala, verjetno to so ta dela pred lokalnimi volitvami in tako naprej, in je zato investicijski boom nastal, investicije so tudi rasle na ravni 8%, se mi zdi, če se prav spomnim številke. In seveda v takih razmerah, ko vi poskušate potem biti bolj restriktivni na področju državnega proračuna, vi ne povzročite velike škode. Če pa bi se nam zdaj zgodilo, recimo, da bi mi štartali zelo restriktivno proračunsko politiko, skušali, kako ste dejali, doseči radikalne cilje, naprimer pod 3%, sploh ne vem zakaj pod 3%, recimo odstotke bruto domačega proizvoda, naprimer, in bi se nam krati recimo usul izvoz, kar se lahko zgodi, ker je izvoz zelo tvegan, tako kot je, ni stabilen, in bi se iz
bi se usule tudi investicije, kar se tudi lahko zgodi, da se razumemo. Ne. Bomo videli zdaj do konca leta, kakšni bodo podatki. Ne. Potem seveda bomo pa gotovili, da smo padli v recesijo znova, tako kot recimo leta 2012. Jaz kot šolski primer, če pokažem, kako upam, da se ne motim, kako je takrat recimo napačna politika vodila. In jaz mislim, da je to ta osnovni okvir, ki se ga moramo zavedati. Ne. In jaz v tem trenutku raj vidim, da se mi kakšnih 100-200 milijonov zraven zadolžimo. Ne. Konec koncev so obrestne mere zadolževanja tako rekoč vse zaenkrat, vse nižje. Ne. Kot pa seveda, da v bistvu mi imamo restriktivno odhodkovno politiko recimo v državnem proračunu. Ker ta je lahko zelo negativna za gospodarsko rast. Zdaj nekako je sprejeto, no, v bistvu vse tudi nekako ti podatki o proračunu so poslani v Bruselj, vendarle naj bi zmanjšali drugo leto za 800 milijonov, v bistvu primanjkljaj proračunski in v bistvu zadolženost, mislim, to se pravi, proračun bi bil zadolžen manj kot 3% bruto družbenega proizvoda oziroma in to so neki parametri, ki so na mizi in zdaj se pač govori o tem, da se pač ali se plače zmanjšajo v javnem sektorju ali da se enostavno odpušča v javnem sektorju. Glejte, v principu bi moral biti srednjeročni cilj, da pridemo v tako proračunsko situacijo, kjer se bo odnos med dolgom in družbenim proizvodom stabiliziral v prvi fazi. To pomeni, da se mora javnofinančni primanjkljaj zmanjšati oziroma toliko zmanjšati glede na obrestne mere in gospodarsko rast, da ni več tega prirasta, ki nastaja iz primanjkljaja. To je lahko recimo celo negativni, to je lahko celo deficit, če je ta deficit seveda toliko majhen, da je primarni saldo proračuna v bistvu izravnan. In pa seveda kakšen je odnos med gospodarsko rastjo in pa obrestnimi merami. Če bi imeli drugo leto recimo več kot 2% gospodarsko rast, kar verjetno žal ne bo, potem bi že nekako bili v situaciji, ker bodo obrestne mere tam okrog med 2 in 2,5. To se pravi, da praktično smo že... Da bi lahko začeli stabilizirati odnos med, kot sem rekel, med dolgom in pa družbenim proizvodom. To je na šolsko pripombo, v bistvu obstaja tako solvency condition, ne, skratka, ki je sicer precej kompliciran, ampak na palc. Če imate obrestne mere, ki so višje od rasti bruto domačega proizvoda, to avtomatično povečuje imamo v bistvu prebarni dolg narašča. Mislim, če je vse drugo nespremenjeno. No in to bi zdaj, meni zmeraj manjka v tej slovenski diskusiji, da bi vedel, kaj je srednjeročni fiskalni okvir in cilj. Mi se nekaj napišemo, če boste šli pogledati od leta 2010 naprej, vse, kar smo napisali, kar se tega tiče, se nikoli nismo držali. Zato je potrebna med reformami, če zdaj o njih govorite, vsaj za mene prva proračunska reforma, pa budžetska reforma, ki bo prvič zahtevala, da imate srednjeročni okvir, da je ta srednjeročni okvir narejen tako, kot pravijo Angleži, top-down, to se bodo najprej določite omejitve zgornje in šele potem začnete bottom-up od spodaj navzgor usklajevanje proračunskih izdatkov med različnimi programi in proračunskimi uporabniki in seveda te omejitve morajo biti, ko se enkrat sprejmejo v državnem zboru, potrdijo, fiksirane najmanj za neko določeno obdobje, ker inflacija tako rekoč ni in še nekaj časa verjetno ne bo velika, je planirane toliko lažje, kot bi bilo sicer ob višji inflaciji. To se pravi, mislite, za 3-4 leta? Ja, tako, ja, to je srednjeročni okvir. In to bi sicer že morali narediti leta 2011, mi smo takrat to pripravili, pa se ni zgodilo. Zdaj nas Evropska komisija spominja, da določene uredbe evropske nismo izpolnili, ampak to je bolj, bi rekel, administrativna šlamastika. Drugo, ko enkrat imate to, potem je pa treba programirati državni in druge proračune ne po principu zatečenega obsega porabe po posameznih postavkah ministrstev, ampak je treba oblikovati iz razvojnih politik ustrezne programe, te programe, kot rečejo Angleži, narediti spending review, jih pregledati in znotraj teh programov ugotoviti, katere prioritete so možne in katere ne.
in šele potem ugotovite, ali so to plače, ali so to izdatki za blago in storitve, ali je to transfer, ali so to investicije. Na ta način potem pridete do tega, da smiselno lahko zmanjšate potreben obseg izdatkov, tako kot pa zdaj delamo, pa rečemo 3% plače dol, 2% izdatki za blago in storitve, 5% investicije in noben točno ne ve, kaj se je dejansko v tej strukturi, glede na prioritete, v izvedbi res zgodilo. In zato so zdaj ti ministri, od finančnega preko ministra za javno upravo, stalno v tej popolnoma shizofreni situaciji, ko upajo, da bodo z dodatno restrikcijo 3% rešili problem. Z restrikcijo 3% na plačah zdaj v javnem sektorju bodo dosegli prvič, da bodo imeli 2 ali 3 mesece dlj popolnoma negotovo situacijo, ker se bodo za sindikati prepirali. Na koncu bo prihranek toliko manjši, kolikor bodo morali za odpuščene ali za, bom rekel, slabo upravljene naloge dodati dodatna sredstva na drugem mestu. Ne bodo pa dosegli tega, da bi ovrednotili programe po njihovi učinkovitosti. Jaz vam zdajle jamčim, da od šolstva, zdravstva, predvsem pa gospodarstva, imate nešteto programov. Če bi zdaj šli pregledati učinkovitost centrov odličnosti v gospodarstvu, vam jamčim, da bi najdli vsaj 30% nepotrebnih izdatkov, ki zdaj grejo v te centre, čeprav je stvar zgleda načeloma izjemno dobro pripravljena. Ogromno subvencij je po svoji ekonomski učinkovitosti neučinkovitih. Namesto njih bi bilo dosti boljše povratno financiranje po nizki obrestni meri, kjer bi uporabljali evropska sredstva, pri evropskih sredstvih pa koncentracija na majhno število večjih projektov, ker bomo z zdrobljenjem projektov izgubili kontrolo, učinkovitost in pa seveda potem ustrezno izplen ne za javne finance, toliko kot za gospodarsko rast. Torej, če bomo tako nadaljevali pripravo in načrtovanje proračunov, kot jih zdaj delujemo, ne samo na ravni državnega proračuna, ki je sicer velik, ampak je še zmeraj samo manj kot polovica vseh javnih financ v državi, imamo še dva socialna sklada in ogromno število občin, ki delujejo sigurno podoptimalno. Če se tega ne bomo lotili na ta način, bomo stalno v tej, bom rekel, veliki nervozi, ki jo zdaj kažejo recimo pogajanja z sindikati glede plač, na eni strani, na drugi strani pomanjkanja fokusa na tiste prioritete, ki smo jih nekje zapisali, pa jih več nobeden ne upošteva. Zato jaz mislim, da je recimo plačni sistem vsaj v javnem sektorju, če zdaj odmislimo državno upravo, javni sektor pa je šolstvo in zdravstvo, takšen, kakršen je poguba za ta dva sistema. Dalj kot ga bomo vlekli, takšnega, kakršen je, slabše bo. Zato pa vidite, da v sistemu, ki je bil pred 5 leti ali 6 leti z velikim pompom spremenjen in smo takrat plačali 800 dodatnih milijonov evrov kar tako, pa če zdaj pogledate, o čem se prepirajo se o delu čez vikend, o dežurstvih, lepo vas prosim, kakšen sistem pa je to, če se moraš prepirati o takih stvareh. To se pravi, da ni v njemu grejena nobena fleksibilnost, ki bi omogočala, da se lahko plače prilagodijo poslabšanim gospodarskim razmeram oziroma ob boljših, da se lahko na produktivno usmeri njihov porast. Nam se je zgodilo 2010, da nismo mogli odreagirati, ker je bilo vse fiksirano z, bom rekel, socialnimi sporazumi. Gospodarstvo je šlo tako, gospodarska rast, to je šlo pa takole gor. In seveda od tam naprej so zdaj nastale te nemogoče razmere, v katerih po mojem imajo počasi tudi sindikati prav, da to stalno zniževanje, kam to pelje? Kaj bo konec tega zniževanja? Kaj mislite, da bi bilo treba opustiti ta sistem plač? Ne morate ga opustiti, dokaj nimate nekaj boljšega, ampak bilo bi treba delati na izboljšanju, recimo v državni upravi, oba veva, ker so v njej delala. Poslušajte, minister je v tej slovenski državni upravi vse. Je minister, je direktor, je snažilka, je generalni sekretar, vse v tem ministrstvu. To je nemogoča situacija. In vse je predpisano, vse je fiksirano, vsi so v nekih razredih, nič se ne da narediti. Minister bi moral imeti pogodbo z predstojnikom resorja, to bi bil recimo lahko generalni sekretar, letnim, v katerem bi on povedal, kaj so zahteve politične narave glede programov in ciljev. Ta sekretar bi moral povedati, pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi finančnimi sredstvi on to lahko in kadrovskim potencialom to lahko izpelje. Notranja delitev, tega denarja in pa, bom rekel, razporejanje delavcev pa ne bi smela biti stvar ministra, ampak je stvar tistega, ki operativno predstojnika to vodi. In potem bi minister delal tisto, kar more, predstojnik pa tisto, kar bi moral državni
v državni administraciji. Ne. V javni upravi, pa sam še dokončam, v zdravstvu in šolstvu, pa dati menedžerjem vsaj tisto možnost, da lahko normalno, bom rekel, upravljajo z sicer vnaprej določenimi sredstvi, pa da imajo znotraj to fleksibilnost. V zdravstvu imate amortizacijo, imate konec koncev plačni sistem, ne more biti tako zdravstvo, kakšne je zdaj, vi popolnoma nemogoče ocenjujete posamezne profile v zdravstvu in jih primerjate z Sneželjko in predsednikom republike. Lepo vas prosim, zakaj je to potrebno? To se je zdaj pokazalo v teh gasilci, policisti, medicinske sestre, zdravniki. A veste, to bo vsak lahko ekonomist povedal, tudi njega sistema, kjer bi vi z dekretom lahko določili družbene razmerja med poklici, tako smo ga mi določili. Tega ni. Ni takega fiksnega pravila. Ta razmerja se določajo za družbeno močjo posameznih skupin v družbi in preferencami družbe do takih poklicov ali pa poklicnih skupin. Jaz sem hotel ravno to dodati, da če vi recimo ti si prej omenil, naprimer, da nastane večja avtonomnost, naprimer bolnišnic, kar mislim, da bi bilo zelo pametno pri bolnišnicah. Vi rabite potem seveda notranji sistem, recimo nagrajevanja, ki ne more, ki res nima nobene veze, naprimer, s tem, kako se, ne vem, nagrajujejo državni uradniki na ministrstvo. To sta dva popolnoma različna svetova. In problem je seveda, da to velja nasploh, tako da splošen sistem, recimo plač, ki pokriva celotni javni sektor, je definitivno nekaj, kar je neumnost. Tudi se moramo zavedati, da ponekod so omejitve, plačne omejitve napačne. So napačne pri direktorju bolnišnice. Ne morate imeti 8000 ljudi, veste, v kliničnem centru, pa zaslužiti, poslušajte, s plačo, kakršen bančni uradnik zasluži, da tako reče. More, ker je v tistem razredu. Ja, ker je v tistem razredu. Po drugi strani pa, veste, v resnici včeraj sem poslušal televizijo, veste, da mi je nerodno, sram me je, zdaj smo imeli poplave, zdaj bomo tem ljubim gasilcem zmanjševali plače. To pomeni nekdo, veste, ker gre tudi za to, v resnici, kakšne oblike potrošnje vi imate. Družbe imajo različne. Recimo, če vzamete ameriško, oni zelo temeljijo na te tako imenovane individualne potrošnje. Posameznik mora potrošiti. Če boste kdaj globoko zagazili not v Obamovo reformo, recimo zdravstveno ste videli, Američani nimajo radi kolektivnih oblik potrošnje, recimo, ne imajo individualne. Pri nas v Evropi so značilne, recimo, kolektivne potrošnje. In ko vi enkrat rečete, da imate poplave, veste, potem lepo vas prosim, potem morate pač doseči tudi s proračunsko politiko. To včasih ni mogoče na srednji rok že začrtati, ampak mora biti dovolj fleksibilna, da to lahko ugradite, da boste pač del denarja, ki se sicer troši individualno, pobrali tako ali drugače in ga dali v kolektivne oblike potrošnje. In potem seveda ne bo problem, da medicinska sestra je plačana banalno, da je gasilec plačan banalno, policist plačan banalno. To so stvari, ki jih ne morete si privoščiti preprosto v normalno delujoči družbi. Ko vi enkrat začnete, recimo na teh osnovnih elementih neke sodobne družbe šparati, vam začne družba razpadati. In to zaradi tega, da imamo mi kaj, da si jaz kupim še neko butasto, razumete, audiovizualno napravo ali pa da si kupim nov avto, ne vem kaj še vse. To ne gre. In to, kar smo prej govorili o cestah, je tudi vprašanje, ali ne bi bilo pametno, da namesto, da imamo mi toliko prometa, ker imamo izredno veliko prometa, nimamo naprimer pa javnega prometa, ali ne bi bilo mogoče pametneje, da mi nekaj tega denarja, ki ga damo zdaj bom zelo enostavno povedal, se drugače ni tako zgodba enostavna, za avtomobile, naprimer, damo za ceste, ker bi se mu morali s temi novimi krasnimi avti voziti po nekih cestah, ampak če kolektivne potrošnje ne bo, če državnih odhodkov na te javnofinančnih odhodkov, ker to so, kot smo zdaj že nekajkrat omenili, to gre za 16-17 milijard v bistvu pri nas, to je velik denar, recimo, tega denarja ne bo, mi teh stvari ne bomo imeli. In tu je ta problem. In seveda, ko ta logika se tudi po mojem normalen človek lahko razume, veste, ko je danes težko prodati nov avto, nov hladilnik, ne vem, nov televizor, ker ga imamo že vsi, tako rekoč. Ni tako težko prodati recimo storitev, mogoče medicinske sestre. Jaz sem lani bil na kongresu zdravstvenih ekonomistov Amerike in tam so govorili, veste, ne koliko bo Ford prodal več Fordov, v Detroitu je bil problem ravno tako, ampak ali so sploh sposobne recimo ameriške univerze
medicinske fakultete sproducira dovolj onkologov za incidenco rakastih obolenj. In so rekli, ne, niso. In vprašanje je bilo vprašanje, koliko bomo pa zdaj GDP-ja predstavili v to sfero izobraževanja in zdravstva, da bomo čez 5 let imeli dovolj onkologov. Pa veste, ne smete pozabiti, Američani dajo skoraj 19% bruto domačega proizvoda za zdravstvo, mi pa slabih 8%. Pa še to je napihnjeno, ker nam je GDP skrčil vse skupaj. A veste, in jaz mislim, da so te stvari, to so družbena vprašanja. To so vprašanja, ko se včasih govorimo, da vlada nima vizije. A veste, to je to. Mi rabimo nekoga, ki bo imel vizijo, ki bo rekel, pogledajte, rabimo ceste, rabimo jutri zdravje, mogoče bolj kot pa kakšno drugo stvar. Trgi so po svetu odprti, pejte tam prodajati hladilnike. Ne bomo, ti si prej omenil subvencije. To je v mojem času bila stara zgodbica. Veste, jaz nikoli nisem imel rad subvencije. Mislim, da bo Mitja mi to potrdil. Mi je bilo všeč, če sem imel poroštva, državna, ker sem pomagal, na primer, subvencije pa ne, ker subvencije smo dali nek denar, ki ni nobene koristi. Če bi danes recimo pogledali politiko zaposlovanja, ne samo v Sloveniji, v celi Evropi, jaz mimogrede imam, da ne bom svojih osebnih stvari razkrival, dovolj dobre informacije, kako izgleda, če si brezposeln, vam povem, to je metanje denarja v nič, dobesedno v nič. In jaz mislim, da so to te strateška vprašanja. Ne se mi danes nismo sposobni na eni vdaji nanizati vsa vprašanja, ampak ena vlada, ki bi prišla, bi morala do teh vprašanj. Veste, to niso koalicijske pogodbe. To so v bistvu strategije vlade. Mi učimo študente, da mora vsako podjetje imeti strategijo. Je tako, in študente težko včasih prepričaš, da mora imeti strategijo. Mi pa, da za državo nimamo te strategije. Zdaj, mislim, ta vlada je, oziroma ta garnitura je nekako talec te zagotavljanja, mislim, obljub, ki so jih dali okrog finančne konsolidacije in zmanjšanja proračunskega primanjkljaja na eni strani, po drugi strani pa, kot sta rekla, že v bistvu gre vendarle za neke ljudi, ki... Veste, kaj je kratek odgovor? Zdaj je moderno reči, da rabimo dokument za Evropsko unijo o pametni specializaciji. Tle bi bilo treba pa govoriti o pametni konsolidaciji, modri konsolidaciji. Se pravi, ja, seveda, in tudi dosegli bomo ta cilj, ker konec koncev kot majhna država nismo Francija in se nas da dosti lažji način, na nek način prisiliti v določene stvari. Pa vendarle, če imate dovolj jasno sliko o lastnih preferencah in omejitvah, ki morajo tudi objektivno biti dovolj jasno opredeljene, potem se dosti lažje pogovarjate z vašim partnerjem na drugi strani o tem, kaj je časovno tista dimenzija, ki vam omogoča prvič, da boste tisto, kar delate, res naredili, da ne boste samo obljubljali in da tisto, kar boste naredili, bo imelo res učinke, ki bodo stabilni, ki bodo prinesli nek učinek na daljše obdobje, ne samo na leto, dve. Vi lahko drugo leto močno zategnete, vam bo družbeni proizvod spet padel in boste čez 2 leti spet imeli problem odnosa med družbenim proizvodom in recimo dolgom ali pa primanjkljajem. Torej, zato je srednji rok tako pomemben. Vi morate znati v srednjem roku, seveda pa hkrati, to pomeni tisto, kar najbolj nam manjka, kredibilnost. Mi, ko enkrat obljubimo, se pa moramo tega pa res fiksno držati. Dosti boljše bi bilo reči, bomo prišli pod 3% leta 2016, ampak ob teh in teh ukrepih, ki bomo delali 2 leti, ampak te ukrepe potem pa treba brez milosti sprejeti. Sicer ste pa podrli vse, bi rekel, mostove za seboj, ki ste jih v ta namen gradili. To se pravi, da je to iskanje optimuma je seveda ta odnos. Evropa bo zmeraj nekoliko bolj konzervativna, kot smo mi, ampak vendarle, konec koncev, mi živimo našo usodo, ne Evropska komisija. Evropska komisija je administrativno telo, ki nam na določen način prikazuje določene stvari, določene dejstva. Jaz mislim, da enostavno bi Slovenija bila v stanju, če bi seveda bili v stanju se kaj dogovoriti, da bi v roku, jaz mislim, da tam do leta 2017-2018 bi lahko stabilizirali javne finance tako, da bi tudi od tega ostala neka gospodarska rast in da so sistem, kakršnega imamo, socialne države, ne bi pri tem popolnoma razpadel. To najbrž ni osnovna ideja, da razpade. Osnovna ideja je, da ga preoblikujemo, če hočemo reformirati, da ga preoblikujemo tako, da bo bolj po produktivnosti sledil, bi rekel, tistemu sektorju gospodarstva. Ne pomeni to, da mora gospodarstvo financirati
javni sektor, za mene najbolj zdi ta logika. To je popolnoma napačno. Dober zdravnik, ki kvalitetno operira, je lahko več vreden kot kakšen slab produkt v privatnem podjetju. Tu se morate zavedati, čisto statistično, če nič drugega ne seže do srca. Dodana vrednost je tudi tam. Moje predavanje, zdravniška storitev, recimo, ali pa hladilnik, ali avto, je enako v GDP-ju, da kot rečemo, v bruto domačem proizvodu. Celo prostitucija. Tudi prostitucija. Jaz osebno mislim, jaz bi rekel, da seveda ne gre samo z naše strani. To, kar je gospod Gaspari dejal, se popolnoma strinjam. In včasih tudi ni to samo politično vprašanje. To je vprašanje tudi, ali imaš na mizi recimo nek program, v katerih lahko nek sogovornik na drugi strani v resnici verjame. Pripravljen mora biti. Moraš pripravljen biti, moraš imeti program, mora biti program, ki je prepričljiv, je tako, in mislim, da se da uspeti marsikaj tudi v Evropi. Se konec koncev nisi sami bedaki v Bruslju skupaj zbrani. Je pa nekaj, da pa seveda, jaz mislim, da je treba da je tudi Bruselj mora biti, seveda. Ti si prej rekel, da je to seveda administrativna komisija, ampak ima nažalost strašno veliko vlogo. Danes začenja vojno, a veste, ta komisija, recimo, mislim, da sploh nisem zgrešil z besedami, začenja, trojke so nam pošiljali, reforme bančnega sistema, recimo so, centralna banka imamo tlele, imamo en sam monetarni sistem. Vprašanje, jaz na nek način se zelo bojim, naprimer, čeprav je ena stvar teoretsko, praktično, da bi nekdo, naprimer, še zelo unificiral fiskalni del, ker ne vem, kaj bo z tega nastalo. Ne zaradi tega, ker mislim, da ne bi bilo to pametno, tukaj ne vem, kaj bo nastalo. In jaz mislim, da je tudi problem, seveda, kako države komuniciramo, kakšen Bruselj pravzaprav ustvarjamo. In zadnji dogodki, recimo, kako smo iskali komisarja, veste, jaz si sej ne predstavljam, da je komisar pač nekdo, ki zna angleško, pa kaj še, pa nekaj malega o transportu in energetiki, recimo. Jaz mislim, da to človek, ki v resnici mora biti ustvarjaln, ki mora imeti neko vizijo. Jaz si nisem nič videl zdaj zadnje dni, zadnje mesece, naprimer, tudi v tem, kako bo Evropa funkcionirala. Ne samo na tem našem primeru, ampak tudi seveda, ne samo na našem, nasploh. Ker Juncker je zagotovo nekaj povedal, koliko sem ga pač jaz poslušal, recimo. On neko vizijo očitno ima, čeprav je tako on zelo pragmatično očitno nastopa, ker je star politik, kaj pa če drugače. Ampak poslanci, recimo, Evropskega parlamenta, ki hodijo tja, oni morajo biti sposobni vplivati na to, da se izoblikuje neka ustrezna praksa, strategija, vizija, recimo tudi Evropske unije, ker drugače potem pa težko uveljavljati nacionalne politike. Če ti pošljajo, ti sam veš, če ti pošljajo tam neke uradnike, ki so stari 30 let in te zafrkavajo, a je vejca na pravem mestu napisano ali ne, v nekem tvojem dokumentu se boš težko pogovarjal o svoji strategiji. Ta ekipa, ki je pač bila v bistvu sestavljena iz stranke, ki je nastala praktično, a je možno, da se sestavi in zekipira v bistvu. Glejte, ne gre več za stranke, gre za vlado. Pred volitvami so stranke, po volitvah je pa vlada. Se zelo strinjam. In znotraj vlade niso stranke, ampak so ljudje z imeni in priimki, ki so vstopili v čevlje ministra z določenimi pooblastili in odgovornostmi. Konec. In jaz mislim, da je treba ljudem zaupati. Dobro je, moja izkušnja mnogoletna je, da vlada, ki ima slabo koordinacijo, ne bo nikoli vladala. Zato rabi imeti predsednika vlade, ki je sposoben 15-16 ljudi dejansko držati v neki kondiciji za bistvena vprašanja. Kar ni enostavno. Če bi bilo 8 ministrov, bi bilo mogoče lažje, ampak ni enostavno. In drugič, ministri morajo imeti zelo jasno opredeljeno, kaj so njihovi primarni cilji, da jih lahko potem realizirajo z, bi rekel, tistimi ljudmi, ki jih na ministrstvu imajo. Jaz bi predlagal kot prioritetno nalogo za naslednja leta, da se absolutno močno okrepi resor financ in gospodarstva, ne bi pa nikoli prepuščal ministrstvu za infrastrukturo, recimo energetike. To se mi zdi, da je bila napaka narejena s tem, ko se je skušalo na umeten način zmanjšati število ministrstva in zgleda potem, da je to nek blazen dosežek. Kot vidite, se to iz vlade v vlado spreminja. Ne gre za velik konceptualni dosežek. Tisto, kar je po moje bistveno, je, da so segmenti, ki sodijo skupaj tudi bi rekel, pod eno kapo upravljanja gospodarstva. Konec koncev energetika je en primarnih segmentov gospodarske politike, ne pa
bom rekel, jaz infrastrukturo razumem na nek drug način, no, ampak če je to ministrstvo za gospodarstvo 2, ne, pol v redu, ampak zakaj bi rabili dve gospodarski ministrstvi, ne? No, jaz nekaj časa preden je v bistvu vlada nastala, ne, tudi ko so pač novinarji me spraševali, kaj mislim. Glede na to, da vse delno poznam ljudi, ki seveda stopajo v vlade, mislim, vrh, ne, cel kup ljudi sploh ne poznam priimkov še, ne. In sem mislil, da je, pa mogoče tudi zato, ker sem malo starejših let, mislim, teh mojih mlajših let pravzaprav spominjam, ne, recimo, mi smo imeli v vladi čisto na začetku podpredsednika za gospodarstvo, ne, in ti si prej rekel, energetika je zelo resno področje, recimo, ne, tako veliko, da ko si gospodarski minister, moja tragedija potem v tretji vladi, tako rekoč, je bila, da sem nenadoma imel 4 resorje, ki so bili enostavno za enega človeka preveliki, ne. Jaz sem bil vse od tistega prestrukturiranja podjetij, kje sem imel čas vsak dan gledati, kaj se tam dogaja, ne, do energetike, do malega gospodarstva in še turizem sem mogel hoditi na vsako seanso, ne. In tu se je lepo videlo, tako bi rekel, malo s humorjem, ne jemljem svojo zgodovino, ampak takrat je bilo več majhnih ministrov, ne, in podpredsednik, ne. In v razmerah, ko jim nimate, mi nismo bili v taki situaciji takrat, ne, ampak ko nimate, nečem podcenjujem gospoda Cerarja, daleč od tega, ampak on je pravnik, ne, veste, in se na celo vrsto stvari ne spozna, je pametno, ne, med človeka, ki koordinira politično vlado, ne, recimo, ki skrbi, da vlada dobiva počasi to svojo, bi rekel, identiteto in pa vizijo, ne, da pa seveda se ukvarja z vprašanji, in še to ne tistimi majhnimi, pač pa velikimi vprašanji, nekdo, ki se na gospodarstvo spozna. In to bi bil podpredsednik za gospodarstvo. Gospod Dragonja, zdaj, kako v bistvu ne kakšno funkcijo? Ne, mislim, da ne. Zdaj nimajo te funkcije. Zdaj je na nek način posredno, ne bi to upravljala gospa Bulčeva, sem jaz razumel na začetku. Projekti, ja, jaz sicer tega nisem čisto dobro razumel nikoli, ampak je... To se pravi, v bistvu, če nekako zaključim, bo najprvo se bo morala vlada zekipirati, če do konca, v bistvu. Ja, formalno se jim manjka minister. Ja. Mislim, dobro, ampak tudi... Ja, gledajte, notranje delovanje vlade je tako kot orkester, ne, glasbeni. Neka pravila obstaja, ki si jih določi, ne, mislim, kako funkcionira, na kakšen način se usklajuje. To niso zgolj formalnosti administrativne narave, tle gre za to je družbeni proces. 16 ljudi je že velika skupina in je treba tudi sociologijo in še kaj drugega, ne, psihologijo upoštevati, če želiš, da se delo opravlja učinkovito. Mnogi podcenjujejo, bi rekel, način delovanja vlade. Vlada je zelo kompleksen organizem, ki lahko deluje zelo dobro, pa lahko tudi zelo slabo, odvisno. In to ne zaradi tega, kakšne so samo objektivne okoliščine, pa tudi kako se ljudje znotraj tega kolektiva med seboj postavljajo. In jaz v resnici mislim to, kar so ti rekel, ne, vlada je menedžerska ekipa, ona je top management neke države, če smem tako malo reči. Sicer se zelo strinjam, da bo govoril, da bi kdo z tega naredil sklep, da se gospodari v vladi tako kot z podjetjem ali, kot radi slišimo, ne, ali z gospodinstvom pa še manj, ne. Vlado se zelo drugače gospodari, ampak je top management, ne. In tam ne more biti jaz ta politika, on je ta politična stranka in tako naprej. More biti neka ekipa, ki je homogena in se mora usklajevati, ne. In to je vloga predsednika, ne. In tisto, kar je nerodno, če si predsednik, ne, meni se sicer zdela vedno vloga predsednika zanimiva, ne, ampak se moraš spoznati na vraga in pol stvari, ne. Na preveč. Na preveč, ja, skoraj da, za enega človeka, ne. In tudi, če gledamo zgodovino Slovenije, kadar smo imeli predsednike, ki so znali recimo tisto, kar je pomembnega, ne, odluščiti iz tisoče nepomembnih stvari, ne, so vlade relativno dobro funkcionirale. Dobro, jaz mislim, da je treba še vendarle nekaj časa dati, ne, mislim, da še 100 dni, ne vem, je že minilo. Ne, se to ni kritika zdaj tekoče vlade, ne, to je problem katerekoli in kadarkoli vlade. Ne. Dobro, jaz bi se vam zahvalil, ker smo že malo prekoračili čas, zahvalil za sodelovanje na Sončni oddaji Vroči stol. Jaz upam, da je vendarle nekaj, da bo vendarle ta nova ministrska ekipa nekaj koristnih nasvetov potegnila iz teh bogatih izkušenj, ki jih imate oba, v bistvu ne nazadnje v ministrskih ali pa v guvernerski funkciji kot gospod Gaspari. Zahvaljujem se vam za sodelovanje na Sončni oddaji Vroči stol, vam spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.